dan, dobrodošli v podcastu Moč politike. Danes gostimo dva mlajša, a že uveljavljena politika največje in najstarejše vladne stranke. Lenart Žavbi je namestnik vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda, Luka Goršek pa je podpredsednik stranke Socialnih demokratov. Spregovorili bomo o političnih posledicah tako imenovanega Šutarjevega zakona, o sodelovanju koalicijskih strank v referendumski kampanji o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in o razmerju političnih sil pred parlamentarnimi volitvami. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Začnimo pri aktualnem. Vlada je sprejela predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma tako imenovan Šutarjev zakon, ki vključuje med drugim tudi številne represivne ukrepe. Se v tem zakonu odraža strah pred opozicijskimi strankami in predsednikom SDS Janezom Janšo, ki na romski tematiki želijo mobilizirati svoje volivce in kovati svoj politični kapital? Po Žavbi. Jaz bi najprej rekel tako, pa bom šel malo širše. Jaz mislim, da imamo na globalni levi sredini manjšo težavo z svojo elektoralnostjo. Mislim, se to ni skrivnost, da skrajna desnica povsod, bolj kaj ne po celo Evropi zmaguje. Sem vesel, da je Nizozemska bila v zadnjih tednih izjema. In da bistveno bolj efektivno nagovarja povprečne državljane. Ne? Jaz mislim, da je pomembno, da se leva sredina v kontekstu tako slovenskih volitev, predvsem pa na globalnem kontekstu, spremeni svoje fokusne teme. In na primer varnost kot ena izjemno pomembna tema, ki jo desnica nagovarja, glede tega sicer nič ne naredi volka na oblasti desnica, varnostna situacija slabša, govorimo globalno, da moramo tudi na levi sredini začeti razmišljati o tem, kako podajati odgovore na varnosti. In ne gre nujno za, bom temu rekel, da lahko vse nekako ideološko, moralno rešimo tako, kot smo poskušali zadnjih 30 let prodajati. In jaz mislim, da je prav in ta Šutarjev zakon in celo zgodbo zadnjih tednov lahko gledamo tudi skozi to prizmo tega, kako leva sredina postane za volivce bolj razumljiva. In jaz mislim, da pri tem zakonu lahko vsak povprečen volivec razume namen tega zakona, pa je bodisi z Dolenjske, jugovzhodne Slovenije ali pa iz kjerkoli drugi. Tako da je pomembna tema in iz tega konteksta širše preobrazbe leve sredine, ki se mora zgoditi, zato da bo, ne zato, da bi bilo samo bolj volilno privlačno, ampak tudi zato, da bi ljudje boljše živeli, ker to je v osnovi cilj politike, ne, je, da se take teme tudi na tak način odpre. Mogoče malo se strinjam izven ustaljenih ideoloških smernic zadnjih 30 let in jaz apeliram, da ne bo ta zakon prelomna točka premisleka tega, kako se leva sredina pozicionira na nekih večjih temah. Kaj pa tale še drugo vprašanje, strah pred tem, da bi to temo kapitalizirala desnica? Pa zdaj ful dober moment se zdaj dogaja v slovenski politiki. Ne? Mi smo kot vlada, kot koalicija, to je moja politična ocena, se motam, pa se mi, da se ne, mislim, da bo na koncu ta zakon podprla cela koalicija. Je začel ta zakon z ostrimi robovi, ampak robovi so vedno bolj spiljeni, na koncu se bo ta zakon sprejemljiv za vse tri stranke. Vsi tega tudi želim. In jaz mislim, da je zdaj zanimiv ta moment, kako pa se proba desnica, ker župani ta zakon, kakor razumem, podpirajo. Tudi včeraj, ker je gospod Pogorevc, župan Ribnice, nastopil na eni od oddaj, načeloma ta zakon podprl, in tudi kar sem jaz v stiku z županjo vzhodne Slovenije, oni to podpirajo in tudi večina prebivalcev se mi zdi, da tam to podpira. Kako se pa zdaj desnica odklanja in tega zakona noče sprejeti, zato ker se ve, da se jim zdi, da se je leva sredina na prav način lotila reševanja te problematike. Gospod Goršek? Ja, jaz moram reči, da v stranki Socialnih demokratov podpiramo, v katero smer gre ta zakon. Vemo, da prebivalke in prebivalci jugovzhodne Slovenije seveda pričakujejo, da ta zakon pride nekako čim prej v veljavo.
Je pa tu moj osebni niti ne pomislek. Dve zadevi so, na katere bi sam opozoril, in to je potencialna protiustavnost nekaterih delov, ker to pomeni, da lahko zadeve padajo na sodiščih in se s tem naredi, da v bistvu te nepridipravi, ki bi jih radi iz ulic spravili, oziroma kriminalci, potem to izkoristili in bi mogoče zaradi tega prišli na prostost. Druga je pa to, da in ta del mislim, da je precej pomemben, je to, da moramo biti pozorni na to, kdo je lahko naslednji, ki bo vladal. In ta zakon mora biti tak, da ga ne more katerakoli politika uporabiti za politično diskreditacijo ali pa za kakršnokoli političen pregon. Jaz verjamem, da te dve stvari so tukaj upoštevane oziroma bojo upoštevane in verjamem, da ta zakon bo te varovalke zajemal. Tako da mislim, da gremo v pravo smer. Tudi kar je bila polemika glede vojske, tukaj je zdaj bilo vse obrazloženo, tudi da vojaki bodo na meji. Vojakov ne bodo ljudje videli v vaseh, v ulicah, v mestih. Ne? In ta možnost je že bila zdaj v bistvu skozi omogočena, to ni nekaj novega. Tako da tu gre samo za nek support na meji in ja, verjamem, da bo šlo to nekako v prid ljudem, ki tam živijo, ki rabijo to. Je pa zelo v bistvu precej, pa bi rekel, ironično to, da je desnica zdaj izgubila to, rečemo temu, municijo na tej temi, ker so oni to temo tudi, bodimo odkriti, precej znali nekako izkoriščati sebe v prid. Mi s tem, ko smo to naslovili, to temo, in ko smo v bistvu ažurno šli v te rešitve, kažemo na to, da se tudi mi lahko spopademo s to temo, tako je Lenart rekel, ne, da ni to prepovedana tema za levo sredino. Ne. Pravica do varnosti. Da se strinjate s to tezo, ki jo že gospod... Ja, pravica do varnosti. Da gre za redefinicijo, ne, kako leva sredina naslavlja te velike teme, ki so tudi ne gre za definicijo. Pravica do varnosti in občutka varnosti ni nekaj, kar bi se mogla leva sredina izogibati te teme. Sam na pravilen in ne na populističen način se je treba te teme lotevati. Na drugi strani so se tega lotevali populistično in izkoriščali so čustva ljudi na te teme. In mislim, da smo zaenkrat na pravi smeri. No. Pri sprejemanju Šuterjevega zakona so se pojavili mnogi pomisleki pravniki in civilne družbe glede neustavnosti nekaterih predlaganih ukrepov. Gospod Žavbi, vi ste dejali, da so te izjave o neustavnosti večkrat sproducirane iz vlastnih interesov ljudi, ki govorijo, da so stvari neustavne, zato da bi manj delali. Sliši se kot populistična izjava. Kaj ste želeli s tem sporočiti? Mislim, World Bank, se pravi Svetovna banka, je par let nazaj delala raziskavo o tem, kaj je v Sloveniji primerjalno za podjetnika največji manko napram ostalih držav. Blega zlomka pač ni bila davčna politika, ampak so bili dve drugi politiki, sodni zaostanki, pa prostorska politika. Če damo zdaj prostorsko politiko ob stran, ker pač ni tema tega pogovora, vidimo, da so sodni zaostanki, kljub temu, da imamo mi per capita tretji največ sodnikov na svetu, mislim, so Hrvati še eni pred nami, da zelo očitno pač tam nekaj ne deluje. In zdaj, do tega sodstva, ne, je pa tako, absolutno neodvisno, ni noben problem, ampak treba je pa povedati, da so težave. In so tudi operativne težave. In so težave, ki se upravičujem, so tudi v tem, da se marsikdo izogiba svoje odgovornosti, ker smo v 30 letih nastavili sistem, ker se lahko nekdo izogiba svoje odgovornosti. In ta moja izjava je šla predvsem tem, ker sem gledal izjave sodnikov iz vrha pravosodja v torek in so bile meni te izjave, milo rečeno tako vzvišeno škandalozne, da sem pač na njih odreagiral. In mislim, da nisem edini, ki sem na njih reagiral. Sem gledal družbeno mrežo, polno reakcij na njih. Sem gledal včeraj župan iz Ribnice reagiral na to. Niso bile primerne izjave. Jaz razumem, včeraj je bila bivša ustavna sodnica na RTV, pa ni hvalila zakona, pa je čisto na drugačen način argumentirali, kot so argumentirali vrhovi slovenskega pravosodja v torek. Pa vsebina ni bila nujno drugačna. Kar je pa poanta, kar že Luka prej načel, to ljudje večkrat mešajo, ni zakon neustaven, lahko je neustaven člen. To se večkrat v javnosti narobe interpretira, če en člen že, ker cel zakon neustaven, ne drži. Ta zakon bo imel več 10 členov, noter bo več rešitev. In pomeni, če bo, jaz upam, da se to ne bo zgodilo, ampak če bi slučajno eden neustaven, to ne pomeni, da bodo ostali neustavni. Jaz mislim, da so 3-4 področja, kjer moramo paziti na ustavnost. Govorimo tako pri stanovanjih,
kot prehodih v stanovanje, tako pri BPP-ju, kot tudi pri naslavljanju problematike mladoletnih mam, ne. In naprimer, te tri je treba zelo dobro napisati, zato da bodo prestale ustavno presojo. In kakor jaz gledam na ta zakon, se je v tem tednu tista verzija, ki je v sredo zvečer, mislim, da je prišla v veliko medijev, pa tudi mislim, da je bila takrat predstavljena, je mislim drugačna, taka je bila včeraj, ne. In ko bo ta stvar prišla v državni zbor, mislim, da zdaj smo v fazi tega, da pride v državni zbor, ko bo končno besedilo, imamo še zmer zakonodajni postopek, kjer lahko, mi uporabljam ta teden izraz, pilimo robove, ne, ampak pač naredimo stvari, da so čim bolj ustavne, da je čim manj tveganja. In jaz mislim, da bomo to absolutno storili. Jaz mislim, da je že ta verzija, ki bo objavljena na spletni strani državnega zbora, bistveno drugačna od 2 dni nazaj. Gospod Koršek, še vaš pogled? Tukaj je treba razumeti eno stvar, ne, potencialna protiustavnost določenih členov. Če se to zgodi, tukaj stroka in jo je treba upoštevati in jo je treba tudi slišati, ne opozarja zaradi tega, tu imamo malo različno mnenje, da bi manj nekako delala, pa da bi manj nekako odgovornosti padlo na njih. Tukaj, če je nekaj protiustavno, potem se v bistvu glih tu podaljšajo postopki, ker se bojo pritožbe potem vnašale in tukaj se zna v bistvu še potem zakomplicirati in še dodatno nakopičiti v teh primerih pri delu in tožilcev in sodnikov in policije, ne. Zato je mogoče treba, kot je rekel Lenart, ko bo zadeva spiljena do konca, tudi te deležnike mogoče povabiti k temu, da to pregledajo, da povejo svoje mnenje, ker zakon ni dokončen še, ne. Seveda so podali svoje mnenje, so to njihova dolžnost, treba jih upoštevati in jim to potem predstaviti, da tudi dajo svoje mnenje, ne. In še enkrat, jaz mislim, da zakon bo šel na koncu v pravo smer, že zdaj gre v pravo smer. In bomo na koncu sestavili res en zelo primeren zakon za situacijo, v kateri smo. Delno že bilo načeto, ampak vendarle bo tema zagotavljanja varnosti v jugovzhodni Sloveniji ostala, bo slednja tema v volilni kampanji, kot se nadejajo desnosredinske stranke, ali pa ste uspeli to umakniti ravno s tem zakonom? Kjera tema bo predvolilni kampanji, meni ful nehvaležno napovedovati, ne. Mi smo tekom tega mandata bili že tokrat soočeni z nekimi problematikami, ker je bilo rečeno, to bo pa tema, to bo pa ključna predvolilna tema. Jaz se spomnim poplav, na primer. Vsi so govorili, to je ključna tema, predvolilna tema, tukaj vlada pade ali pa ne. Vlada je, ne bom rekel perfektno, ampak izjemno dobro reagirala na poplave kot kolektiv in tudi danes, jaz mislim, da je veliko zadovoljnih. Tudi sam na Koroškem, jaz hodim gor, zelo zadovoljni. Noben ne govori o tem, ne. Pa 2 leti nazaj to bo ključna predvolilna tema. Zdaj se nam zdi, da bo ta problematika varnostna, da bo to ključna tema predvolilna. Lahko se vmes zgodi karkoli, ne. Pa še en mesec nazaj zdaj mogoče, da bo Gaza, genocid v Gazi tema, pa zdaj manjša tema, pa vojna v Ukrajini, karkoli. Jaz mislim, te teme kompleksnosti kriz v svetu so take, po državi so take, da je meni nehvaležno napovedati, kaj bodo predvolilne teme. Jaz upam, da bo predvolilna kampanja se reducirala na tiste osnovne razlike v pogledih med levo in desno, med levo sredino in desno sredino, o pomenu javnega, o pomenu države in tako naprej. Teme bojo tudi tiste, katere si bomo kot koalicija zbrali, da bojo, ne. Zdaj, desnica je zelo spretna pri diktiranju tem v predvolilnem obdobju in tudi tukaj se more leva sredina zavedati tega, da ponovadi smo mi šli na let, na katerega nas je desnica peljala, ne. In zato tudi prej smo midva tudi govorila o tem, da ta nek vlečni konj, ki ga je imela desnica z migracijami in pa varnostnim vprašanjem na jugovzhodu Slovenije, se bo zdaj malo v bistvu tudi preneslo na to, bo v predvolilnem obdobju to, ampak smo mi zdaj v bistvu tudi z naslavljanjem te težave kar šli nekako v pravo smer in tukaj smo jim odzeli nek veter v jadrih, ne. Seveda pa ne vemo, kaj bo takrat, zaradi tega, ker vmes je še zima, verjetno bo tudi cena energentov takrat ena izmed vprašanj. Mir v Ukrajini, to še vedno, kakor se nakazuje, tam ne bo mira in pa seveda vse aktualne zadeve, ki so v bistvu že pred vrati, te teme, ko smo jih mi včasih naslavljali kot teme prihodnosti, so tukaj, ne. In mislim, da
bo kar veliko enih dilem za razjasniti takrat in predsedniki strank bo imeli kar težko delo. Naslednje polje spopada med koalicijo in opozicijo bo referendum, konec meseca. Torej, aktualno polje spopada med vladnimi strankami in koalicijo je novembrski referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Koalicijske stranke se pri tem vprašanju uspele poenotiti in peljete skupno kampanjo s civilno družbo. Je v koaliciji naposled dozorelo spoznanje, da je pred volitvami potrebno zakopati bojne sekire v koaliciji? Jaz nikoli nisem imel nobene bojne sekire z nobeno od koalicijskih strank, imam tudi to naravo dela, da moram biti z obema koalicijskima strankama v dobrih odnosih in jaz v resnici nimam nikogar, s katerim bi bil v slabih odnosih, ne v SD-ju, ne v Levici. In tega nisem jaz nikoli potenciral. Absolutno ne zanikam, da so obstajali ljudje, ki so na obeh straneh to potencirali, jaz nisem bil med njimi. Jaz sem vedno tvorno sodeloval s komorkoli z SD ali pa z Levice. Jaz sem pa vesel, ker sem zelo intenzivno vključen v to kampanjo za zakon o prostovoljnem končanju življenja, da tam ful dobro delamo skupaj in sem res zadovoljen. Je pa to izziv za vse nas, predvsem volilna udeležba. Če pride dovolj ljudi, bo ta zakon sprejet. Slovenci ta zakon podpirajo. Imamo pa dve težavi. Eno je, da smo enkrat o tem že odločali in imajo ljudje občutek, da so o tem že odločali. In druga stvar, da je zdajle vsebinska nabitost političnega prostora taka, da ta tema ne pride v ospredje. In to sta dve težavi, ki sta realni. Zato pač je moj apel vsem medijem, da pač čim več poročate o tem, da ta referendum bo. Nisem rekel, ko se predelite, smo, da bo, ker če bo prišlo dovolj ljudi, bo ta zakon sprejet. Slovenci to stvar podpiramo. Gospod Goršek? Jaz iskreno mislim, da je to eden najpomembnejših referendumov, ki smo jih mi imeli. In tu je čisto iz enega preprostega razloga, tu gre dejansko za dostojanstvo človeka. In to človeka, ki je v krizi, to se bo nekako dotikali tistih, ki so res v nekem delu življenja, nezavidljivem delu življenja, ki si morajo tudi nekako se sami odločiti, kako bojo končali svoje življenje. In to je res ena taka osnovna stvar, da damo ljudem možnost. In ta zakon daje ljudem možnost, da vkolikor pridejo v tako situacijo, lahko izbirajo, kako bojo končali svoje življenje. Mislim, da vse tri stranke delamo precej dobro na tej temi. Problem pa je, da lahko tukaj spet žal desnica manipulira zaradi tega, ker je trenutno družbeni naboj tak, da bojo oni v bistvu pozivali naj gredo ljudje voliti okrožiti se na referendum proti vladi. Se zna zgoditi, da bo tukaj mnogo manipulacij in da na koncu tisti, ki bojo proti, ne bojo mogoče celo proti zakonu, ampak bojo proti vladi. To smo že videli na enem referendumu. In to je bil referendum za te dodatke kulturne. In žal desnica, to je res, bom rekel, izprijeno, kar delajo, da na taki občutljivi temi toliko manipulacij sproducirajo, se mi zdi, izpod nivoja, in da se celo neki deli, cerkveni deli zdaj vtikajo v to in sprožajo te manipulacije, to se mi zdi neprimerno, res milo rečeno neprimerno. Ljudje si zaslužijo imeti možnost zbirati, kako bojo končali svoje življenje, vkolikor so v neizmernih stiskah in bolečinah. In tudi vse varovalke pri tem zakonu so vzpostavljene. Zakon je dober. In si ga zaslužijo tisti, ki ga potrebujejo. Je pa Luka mesno ključno stvar rekel, ki je zanimiva. Mi imamo uradne organizatorje volilne kampanje, vemo pa, da na desnici oziroma na strani proti je neuradni tisti organizator, ki je v resnici zadnji za vsemi temi organizacijami, ki po moje oceni bo težek stavek to. Se mi zdi, da cerkev tukaj zlorablja politične stranke, zato jih pošilja v spredje, ne da sama. Lahko, čisto normalno bi se lahko prijavili kot organizator kampanje in imeli potem veliko večjo legitimnost sodelovati v temu, tako pa pošilja v ospredje, druge se za njimi skrivajo. Ja. Gospod Goršek, afere so v precejšnji meri zaznamovale tokratni mandat, vladni mandat, vladno sodelovanje stranke v SD
In zdaj me zanima, kako ocenjujete, kako bo afera Prednik ali bo afera Prednik zamajala rejtinge stranke SD? Mislim, jaz verjamem, da so ljudje prepoznali, da gre za osebno zgodbo, zakaj se temu reče afera, tudi če sem čisto iskren, ne vem. To je njegova osebna zgodba, mi več kot to, da je Jani Prednik odstopil kot poslanec in vodja poslanske skupine, ne moremo narediti. In mislim, da je to nek standard, ki ga nekako moramo imeti, da ob takih zgodbah potem se prevzame odgovornost na tak ali drugačen način. Je to največ, kar lahko naredimo. In res, ne vidim, kaj še lahko mi naredimo na Sta stranka in odstopljeni poslanec se ravnalo pravilno, ustrezno? Mislim, to ni stvar SD-ja. To je posebna stvar, tako kot Luka rekel. In jaz nobenemu trenutku ne bom na te zgodbe od Janija za kakršnokoli politično komentiranje izkoriščal, pač nekde stvar naprej po ustreznih organih in to je to. Politolog, politični analitik, pa tudi nekdanji predsednik stranke SD, dr. Igor Lukšič, je v tem podcastu ocenil, da po aferah Litijska in Spirit SD nima več ambicije, da bi prehitela Svobodo in da se je sprijaznila s tem, da je podpornica v ekipi leve sredine. Gospod Goršek, tudi vi opažate odsotnost te ambicije v stranki? Mislim, zato sem že tudi večkrat komuniciral, to kritikov, ki sem jo jaz stranki mogoče večkrat dal, tudi ostalo vodstvo stranke tudi ve. Jaz sem večkrat opozarjal na to, da mogoče stranka momentalno, pa včasih ne kaže dovolj ambicij za to, da bi prevzela vodenje vlade, tako kot se je to zgodilo 2008, na primer. Mi želimo biti, pa smo državotvorni, želimo nekako omogočati stabilnost vlad, levo-liberalnih vlad, zato da pač država normalno ne pride v politično krizo ali pa da na drugi strani ne pride do neke skrajno desne populistične vlade. In tukaj s tem se jaz ne strinjam. Mislim, socialna demokracija je ena taka politična smer, ki bo zelo nujno potrebna v časih, ki prihajajo. In ne bo dovolj, da bomo samo podpirali levosredinskih vlad, mogli se bomo potruditi, da bomo dobili več poslancev, posledično več ministrov in da bo naš vpliv, da bo ideja socialne demokracije lahko v bistvu tudi lažje implementirana. Naša težava je to, da mi imamo 7 poslancev, ali jih imamo 12, ali jih pa imamo pač, kolikor smo jih do zdaj imeli. In s tem nekako, če nimaš dovoljšne moči v vladi, v državnem zboru, si na koncu tisti, ki lahko neke zadeve seveda po dogovoru, koalicijskem dogovoru vlečeš naprej, ampak pri ostalih zadevah mogoče boš pa ostal samo tisti, ki opozarja, ali pa samo tisti, ki daje neko vizijo, pa ne more implementirati. Ampak zato smo si sami krivi. Zato smo si mi krivi, noben drug tam ni za to kriv. In jaz verjamem, da to se bo spreminjalo, sploh ko bodo ljudje videli glede na družbeno klimo, kam svet drvi, kam Slovenija in Evropa drvijo, da bojo opazili, da socialna demokracija je nujna. Moramo pa zbirati teme pametno in tudi rešitve morajo biti realne, zato da ne bojo mislili, da smo v bistvu neki teoretiki, ki na koncu ne prinesejo rezultata. Politolog Lukšič tudi opozarja na ideološki problem, ki ga ima stranka SD, namreč to, da je to problem na evropski ravni in se zaradi tega SD težko pozicionira. Se strinjate? Ja, nekatere države oziroma socialdemokrati po Evropi imajo kar precej težav in to je tisto, kar sem prej v bistvu omenil. Pustili smo se po Evropi in tudi po svetu socialni demokrati voditi na ta nek led, kamor nas je vozila oziroma nas je vlekla desnica. In to je isto, tudi varnostna vprašanja. Mi si teh vprašanj, mogoče smo si premalo ambiciozni ali pa premalo smo si upali odpirati ta vprašanja. In tukaj je desnica v bistvu našo šibko zelo izkoriščala. In jaz mislim, da se bo to spremenilo. Prej je Lenart omenil tudi Nizozemsko, tam je en mlad liberal, zdaj najbolj možen naslednji premier. Mislim, on je odpiral teme, katere bi že mogli mi vsi v Evropi in liberali in socialdemokrati odpirati. In je dejansko zmagal potem volitve precej nepričakovano, mislim, da je bilo nepričakovano. To se spreminja, se pa to spreminja z mlajšo generacijo, pa ne zdaj najo silim naprej, da moramo pa zdaj, ker smo mlada, imeti več priložnosti, ne, ampak najne generacije in tudi generacije znotraj desnih strank
upam in verjamem, da bomo dejansko ugotovili, da se naše rešitve pa problemi tudi ne delijo na levo in desno, ker na koncu so ena vprašanja, so ene rešitve, ki nimajo delitev. In mi res prihajamo v zelo kočljive čase in mislim, da bo mlajša generacija tukaj veliko bolj realno naslavljala neke težave. No. Gospod Žavbi, je stranka SD od začetka mandata do zdaj postala bolj sredinska stranka od Svobode? Mogoče je kakšen član SD-ja bolj sredinski od kakšnega člana Svobode, ali pa mogoče je kakšen član Svobode bolj sredinski od kakšnega člana SD, tako da jaz mislim, da težko pa zdaj kolektiva usmeram, kjer je bolj lev, kjer je bolj sredinski. Meni je na koncu to razmerje SD, Svoboda, Levica. Seveda mi je prioriteta, da je Svoboda prva na levi, se to je logično, ne? Ampak na koncu, če pa mora imeti Svoboda enega poslanca manj, pa SD enega več, pa bo leva sredina zmagala volitve, pa meni. Če jaz ne bom poslanec za to, da bo nekdo drug pa bo stal na levi sredini, jaz to podpišem, ker je bolj pomembna država od stranke ali pa od personala. Ne? Okay. Gospod Goršek, koliko prstnih odtisov stranke Svobode zaznavate, oziroma se zaznali pri aferah, ki so doletele stranko SD v tem mandatu? Pa mi smo že tudi pri glede sodne stavbe pa pri vseh ostalih zadevah povedali, da za te situacije si je stranka kriva sama. Ali z odzivi v mediji, ali z pač nekako nismo tukaj krivili nobene druge stranke, no, ker za take stvari se moraš prvo vprašati sam, kje si mogoče kaj zamočil. Smo pa pri vseh teh zadevah vedno dejansko prevzeli svojo odgovornost. Pri sodni stavbi smo šli na kongres, menjali vodstvo, pri zadevi Spirit je Matjaž Han takoj ustavil zadevo, niti centa ni bilo izplačanega. In to so stvari, ki nekako neko zrelo stranko loči od nekih mogoče populističnih desnih, ki se izogiba vsakršne odgovornosti. In tukaj mislim, da vseeno ljudje vidijo, da v politiki se ti bo to dogajalo. V katerikoli stranki se ti bo take zadeve, ko so se nam, se dogajajo. Ampak pomembno je, ko se to ugotovi, kakšno potezo boš ti pol potegnil. In tukaj ne bi glih rekel, da je zdaj to Svoboda imela tu prstne odtise vmes, pa katerakoli druga stranka. Tajda smo se vedno sami malo zazirali v sebe, pa iskali mogoče vzrok, zakaj so se kakšne stvari zgodile. Ne. Še to, mogoče še zadnjič omenimo politologa Lukšiča, ki na tem mestu ocenil, da SD po konceptu odmiranja živega telesa postala skelet oziroma stranka funkcionarjev. Ja, niti ne razumem, kaj ne bi to pomenil. Skelet ali pa stranka funkcionarjev, vsaka stranka ima funkcionarjev, vsaka stranka je vodena na strani funkcionarjev. Ostala kadrovska agencija, no, če malo karikiram. Mislim, v državnih podjetjih naših kadrov ta moment ni, tako da to je mogoče za kak drug čas primerno, da bi bil tak komentar v tem momentu, pa da bi veš ti za koga v naših v državnem podjetju, jaz bi rekel, da ni. Ne. Seveda rabimo pa kabinete za file z našimi kadri, ampak to ne pomeni, da so zdaj ti ljudje tukaj samo zato, da bojo zaposleni v kabinetu, ker namreč to je zaposlitev na 4 leta, kar tudi ni nek privilegij, glede to, da si še kredite ne moš vzeti v tem času. Ne. Je tle samo eno tezo, da se navežem na to. Ne? Mi, če bi pride na oblast neka opcija, ne? Leva sredina, rabiš za to, da ti efektivno začneš državo voditi tako, kot si zadaš, rabiš pač ljudi na svojih mestih, ne samo v parlamentu, ampak pač tudi tam, kjer se stvari izvajajo. In če ti neko viziji slediš in vizija prihaja da vlade naprej, pač morajo ljudje delati tudi na vseh podsistemih. Tako je. In zdaj mi v tej državi, ki pa itak se tudi le smo pa zbojeni kot država, pride ena oblast, menja vse, pride druga, menja vse. Ni ena nima dost ljudi, ne druga nima dost ljudi. Smo premehni. Ne? Tako da
te očitki o kadrih v politiki, mislim, da je Han to enkrat rekel, pač, kje pa je problem, če je nekdo član stranke. Mislim, mi sistematično v tej državi vsakega, ki je član stranke, katerekoli, pač malo da ga križamo, no. Čukaj, je celo rekel, da če je nekdo član stranke in če gre na kakršnokoli tako funkcijo, kot so državne pelje, vsaj veš, če pride do nepravilnosti, kdo je odgovoren, ne? Tukaj imamo pa res malo zastarelo mentaliteto, ne. Če je nekdo vidni član, recimo, pa vsaj veš, čigavi prstni vtisi, ker so bili prej prstni vtisi, omenjeni so pri nepravilnostih, ki se potencialno lahko zgodijo, ne. Razvite države, mislim, tam ni nekih dilem, ne. Tam nekdo, ki je, ne rečem zdaj, da je politični funkcionar, pa bi lahko na določene stvari vplival, ne, pa bi bila to potencialna korupcija, ampak če pa je nekdo bil na neki funkciji, šel recimo potem v državno podjetje, dobro, vsaj vemo, kdo je kriv, če se kaj zgodi. Pa mi v tujini politične stranke so tudi izobraževalne institucije na nek način, da kadre integrirajo, da znajo upravljati z državo, ne? Mislim, ali kot politiki, ali pa tudi kot staff, ne? Ali pa kot uradniki. Mislim, razen v Sloveniji se o tem ne sme govoriti. Ja, ker zakona o fundacijah. Ne, nima to veze s fundacijo. Ne, mislim, nima nujno. Fundacije izobražuje. No, nima to nujno veze s fundacijo, ne. Mislim, včasih je tako bilo in LDS in SD ZLSD pred 20 leti so imeli bistveno širši nabor kadra, kakor ga imamo mi zdaj oboji. Garantiram. To je zaradi tudi politična sfera je res toksična postala. Ja, to tudi ljudje odmikajo. Stroka, mladi, vsi, tu je taka odbojnost, ko še pomodni po zgodovini države ni bila, ne. In tu pa imamo problem, mlade mi rabimo kritične, ne, ampak enostavno se bojijo nekih medijskih diskreditacij, nekih medijskih projektov iz Madžarske in tak naprej, ne. Tu bo treba na ene točki presekati te stvari, ker če ne se bojo ljudje res, samo še negativna selekcija se lahko zgodi, da bo se pridružila politiki, ne. Ki ima pa res take interese, na katere je gospod Lukšič malo tudi hotel namigniti, ne, da pridejo ljudje zaradi funkcij potem v politiko, ne. In to bo treba nekje potem presekati, ne. Nekako po naravni poti smo prišli do novega akterja na levi sredini, to je gospoda Prebiliča. Vladimir Prebilič je sredi oktobra ustanovil svojo stranko Prerod. Zanima me, ne, če stranka Prerod krepi stranke leve sredine na poti v drugi mandat pod premierstvom Roberta Goloba, ali na drugi strani pomeni grožnjo, da levosredinskim strankam uščipne preveč glasov, na to pa se po volilni deli oportuno poveže z desnimi strankami. Kratka, kako vidite oba fenomena? Prvo ali drugo? Bom dal eno prispodobo, pa ne bo mišljena na kakršenkoli način napačno. Nizozemski nogometni navijači imajo en zelo znan napev. Bil je ful lani viden na družbenih omrežjih, ko je bilo Evropsko prvenstvo v Nemčiji, ne, pač kako zgleda, ne. Oni se postavijo en kordon in potem gre pesem nekako tako nach links, nach rechts, nach links, nach rechts in pa vsi skačajo, ne. Zdaj pač jaz to figurativno zaenkrat tako vidim stranko pač Vladimirja Prebiliča oziroma Prerod, ne. Pač zaenkrat še malo skačejo, kakšna tema je pač malo bolj desna, kakšna tema je malo bolj leva, pa smo pač nekje v neki zbrki noter vmes. Tako pač jaz vidim. Pa pač ne pravim, da je pač to, da bo tako tudi do volitev ali pa po volitvah, ampak pač on je trenutno je rekel, ne, pač z SDS-om ne bom sodeloval, z Levico ne bom sodeloval, zdaj SDS itak moje bivši, pa nisem z njimi prav najbolj svoboda, mora predsednika menjati, Logarja ne poznam, NSI pa tudi rajš ne bi. Se pravi, pač z vsem ne bi, z nobenim ne bi nujno sodeloval, tako da jaz mislim, da se moram predvsem, kot sem še enkrat povedal, v eni izjavi malo vdihniti, zadihniti, pa iti naprej, no. Ampak zaenkrat iz tega, kar ste povedali, je veliko skepse, ne, z vaše strani zaznati, ne, glede tega, da bi lahko postal del te, rečimo, levosredinske Mislim, se mora postati del leve sredine, če bo šel na volitve in dobil rezultat okoli 5-6%, bomo pač mi na levi sredini njega rabili. Lahko bo to pa rabili tudi na desni sredini. Ampak, kakor jaz vem, ko pa že gledam kadrovsko, kakva je njegova stranka, so pa to bolj kadri
leve sredine, ne? Bivšega bazena, ne, LDS in kasnejših internacij. Ja. Gospod Goršek, kako vidite vi pozicioniranje svojega nekdanjega člana v političnem prostoru? Pa jaz mislim, da je nastanek te stranke dobrodošel. Mi moramo sestaviti levo-sredinsko vlado v naslednjem mandatu. Pač prihodnost je taka, da desna vlada ni nikakršna alternativa tej državi. In če je Vladimir Prebilič nekdo, ki nam lahko to pomaga omogočiti, je to zelo dobrodošlo. Tudi kader, ki ga ima v stranki noter, mislim, levo-sredinski bolj. Tudi veseli me, da je Dušan Vučko na primer zraven. Mislim, da človek, ki je strokovnjak, je človek, ki ima nek politični pregled in izkušnje. In se mi zdi, da je lahko neka dobra zgodba za sodelovanje za naslednjo vlado. In sem prepričan, da naslednja vlada bo levo-sredinska. Tukaj se mora malo moči nekako prerasporediti, zato da bomo lahko nekako v bistvu malo bolj vse stranke imele približno enako, recimo temu moč ali pa leverage. Jaz mislim, da je kar v redu, no, da so se odločili ta projekt narediti. Bi si pa želel, da je vsebinski projekt, no, da bojo točno vedeli, kaj si želijo narediti, da ne bojo to slučajno po volitvah potem ugotavljali, ne, kaj so prioritete. Pa mislim, da že imajo sestavljene bolj prioritete. Torej skrbi, da bi nova stranka prekomerno posegala v volilne bazene vajnih strank, ne vidite? Ne, jaz mislim, da tukaj zelo spreten projekt. Oni bojo te neopredeljen delež največ noter posegali. Ne, sej, trenutno, da javnomnenjske kakršne so, seveda se lahko tukaj spreminjajo stvari, ne, ampak da bi pa zdaj posegale v Svobode, ratinge ali pa nas, mogoče lahko pa tudi mi, mogoče v njihov rating posežemo. Ni rečeno. To je vse odprto v bistvu. Splošna ocena je, da antijanšizem na tokratnih volitvah ne bo zadostoval za zmago leve sredine. Kaj lahko vladne stranke, poleg vse bolj pogostih predvolilnih bombončkov, še ponudite svojim volivcem do volitev? Jaz bom tle odgovoril zelo podobno, kot smo začeli ta podcast. Predvsem se mi zdi, da moramo tako se diferencirati od leve sredine na globalu, pa odpirati teme, ki zadevajo povprečne državljane, in to so stvari, ki so vezane na socialno državo na tak drugačen način, na pomen javnega. Jaz mislim, da del kampanje predvolilne bo nesporno tudi pregled, kaj je bilo narejenega v tem mandatu. To se bo prej slej zgodilo in jaz mislim, da tle imamo res po 3 letih pa pol res veliko za pokazati, vsi skupaj, kot sem večkrat že rekel. Mogoče se celo zdaj, pred naredimo to rekapitulacijo, niti ne zavedamo, kakšne vse teme smo imeli odprte v tem mandatu, ker se mi zdi, da je bil z vidika kvantitete različnih tem ta mandat po mojem najbolj koncentriran od vseh mandatov do zdaj, pa verjetno naslednji še bolj, ker to je spet globalna okoliščina. Jaz antijanšizem vidim tudi drugače kot mogoče vsi ostali, niti ni to stvar neke personalnosti Janeza Janše, ampak gre po moje bolj za, mislim, to je nadpomenka tudi mnogih vsebinskih stvari, ne, mislim, en primer, jaz pod antijanšizem razumem tudi, ne vem, zgrešeno politiko upravljanja državnimi podjetji, naprimer, ali pa tendence po privatizaciji zdravstva, ali pa tendence po privatizaciji šolstva. To vse je podkvalifikacija tega. Pa nisem nekdo, ki ta termin uporablja, no, ampak jaz ga vsaj tako razumem. Tako da odnos Slovencu do te persone na desnici v 35 letih ni personalen, ampak je vsebinski. In tega se po mojem ne zavedamo dovolj. Gospod Goršek. Jaz se strinjam s tem, res pa je, da se z liderjem opozicije res ne bi rad več ukvarjal, ker človek bi že zdavnaj mogel biti v pokoju, če mene vprašate. Imel je možnost 3-krat biti predsednik vlade, 3-krat je v bistvu edini, ki je 3-krat vodil vlado.
te ambicije bi lahko končno enkrat opustil, glede na to, da vemo vsakič, kak se zadeva konča. No, Ampak mislim res, se zelo nerad bi se z njim ukvarjal, sploh zdaj, če ni bil na oblasti, se z njim nima smisla ukvarjati, ljudje pričakujejo neko zrelo politiko, vsebinsko, in jaz mislim, da ta mandat, imamo kar dosti stvari za pokazati, predvsej pomembno pa bo, kako bomo mi zdaj se predstavili z našo vizijo za naslednji mandat. Ne. Ljudje morajo že zdaj tudi nekako malo vedeti, v katere smere razmišljamo za naslednji mandat. Bi si pa želel v tem mandatu, da bi mogoče prisostvovanje delavcev pri dobičku še sprejeli, pa to ni predvolilni bombonček, in tudi zdaj, kot je že rekel predsednik Han, tudi vsako stvar, ki jo bomo zdaj naredili, bo to predvolilni bombonček. Ne, se tudi, če bi lani naredili v koncu leta, bi rekli, da je to predvolilni bombonček. Tu imam res eno željo, da bi ta zakon o prisostvovanju delavcev pri dobičku še v tem mandatu šel čez. Podjetja si to zaslužijo, to so v bistvu vsi deležniki podprli. Tudi gospod Igor Akrapovič je promoviral ta zakon zaradi tega, da mi delavce v bistvu tudi nagrajujemo, ustrezno nagrajujemo, da inženirje ohranimo v Sloveniji, zato da ne bojo hodili v tujino. To je še ena taka stvar, ki jo lahko mogoče še v tem mandatu nekako implementiramo. No. Je pa najpomembnejše, kaj bomo mi zdaj sporočali za naprej. Kaj je vizija za naprej. Ne. Oba sta omenila skupne dosežke vlade, pa boste uspele se stranke tukaj poenotiti oziroma peljati to zgodbo v predvolilni kampanji, da boste skupaj izpostavljali te skupne dosežke, ali se bo dogajalo to, kar se deloma kar se že prej, naprimer, ko je tudi Svoboda, se v precejšnji meri tudi kitila z uspehi najmanjše koalicijske stranke Levice. Ja, ampak se oni pa kdaj z našimi, ampak se ni noben problem v tem. Pač ključen moment, kako je tudi gospod Toš rekel, je, da gremo 3 stranke koalicije enotno. Enotno. In če imamo znotraj posameznih strank, velika niso zmožni biti enotni z drugim, je naloga vsake posamezne stranke, da se take posameznike da v drugo vrsto. To ponavljam. Vam bo to uspelo, tole enotnost peljati v predvolilni kampanji? Mislim se, kogar smo prej že na ulici stali, jaz sem že povedal, jaz sem se v tem mandatu skašlo, kar sem imel kritik za povedati, sem jih povedal, zdaj se pa mislim ukvarjati svojo kampanjo in s tem, da ljudem se predstavi, kje je naša vizija. Ne. Je pa politika pač surova stvar, zdaj kdo se bo s čem hvalil in na kak način, mislim, to je, bodimo realni, pač to ne moč nadzorovati. Zdaj, s čim se bo Svoboda hvala, pa s čim se bomo mi, to bomo mi sami kreirali, ne bo zdaj to odvisno od tega, kaj druge stranke delajo. Najboljše, da se vsi 3 z isto stvarjo hvalimo, to je najbolj. Ja, no, se je v bistvu res, ampak mogoče malo irelevantno, kdo bo zdaj se s čem hvalil. Vsaka stvar je mogla iti čez sito vseh koalicijskih strank, ne. Ljudje pa tudi vejo, kdo je imel največ vpliva, kdo najmanj, kdo je imel kak resor, to ne bi podcenjeval naroda, da ne bi vedel, čigava je kira stvar bila speljana. Za konec pa še eno vprašanje bolj osebne narave. Oba sodita v kategorijo mlajših politikov, perspektivnih politikov v vajnih strankah. Zato vprašal, kam sežejo vajne politične ambicije na državni, evropski ravni, pa morda celo lokalni, gospod Žavbi? Moja prva ambicija je zmaga leve sredine na parlamentarnih volitvah, kaj se bo pa pol do konca leta 2026 zgodilo na vizavi lokalnih volitev oziroma mojih potencialnih pozicij znotraj zakonodaje ali pa izvršne oblasti, je pa stvar polnoma odprta, ampak pač ključ je zmaga leve sredine na volitvah, vse ostalo pa pride kasneje. Še vi, gospod Goršek? Kjerkoli bom ali pa bi deloval v politiki, mi je cilj samo to, da zvečer grem mirno spat brez slabe vesti in vem, da sem delal svoje maksimalno, kar sem lahko. Kje pa bo to, bomo pa videli, cilj je pač seveda državno-zborske volitve marca. Bi si pa želel, da bi dejansko pač imel to možnost odpirati nekih najbolj aktualnih tem za prihodnost, ne pa da bi se ukvarjal, kot sem že prej rekel, z nekimi politiki, ki jih je povozil čas, če smo čisto odkriti. Bi tukaj bolj bil skromen z nekimi napovedmi, ambicij pa vse ostalo, ker bo že čas pokazal svoje. Spoštovana gosta,
Zahvaljujem se za sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala. Hvala.